Živjo! Pozdravljeni na današnjem branju pravljic. Danes bomo prebrali pravljico o Kremenčkovih. Napisala jo je Eta Wilson, ilustriral pa jo je Bob Singer. Prvi pravljici je naslov Fredov rojstni dan. Bil je Fredov rojstni dan, pa vendar Fred kljub temu zjutraj ni bil prav nič dobre volje. Ja, to bo pa res srečen rojstni dan. Nobenega navdušenja, nobenih daril, nobenih priprav na zabavo. Morda me pa želi Vilma presenetiti, je tolažil sam sebe. Med zajtrkom je poskušal Fred odkriti, če je Vilma načrtovala kaj posebnega za ta dan. Ne, dragi, nocoj bova z Betko gledali film na televiziji. Poleg tega pa, Fred, bi ti moral začeti hoditi spat nekoliko bolj zgodaj. Moški tvojih let potrebuje več spanca, je rekla Vilma in pripela Dina na vrvico. Prav nič več spanja ne potrebujem kot včeraj. Sploh pa ne želim, da pripraviš zabavo samo zato, ker je danes moj rojstni dan, je jezno zabrusil Fred. Ne skrbi, dragi, popolnoma se strinjam s tabo. Saj smo resnično že prestari za take otročarije. Pozneje se vidiva, mu je resno odgovorila Vilma in odšla na sprehod. Vendar pa Vilma ni šla na sprehod, ampak je pohitela k sosedovim, kjer sta Betka in Barni že pripravljala vse potrebno za zabavo presenečenja. Fredov rojstni dan so želeli dostojno proslaviti. Si dobro zapomnil, Barni? Je zaskrbljeno spraševala Vilma. Paziti moraš, da Fred ne bi prehitro odkril presenečenja. Brez skrbi, Vilma. Najprej ga bom peljal na igrišče za golf, nato v klubsko telovadnico, potem pa pravočasno sem na zabavo. Doma pa je Fred preiskal vso hišo, da bi našel svoje darilo. Odkril pa je samo listek, na katerem se je Vilma napisala seznam stvari, ki jih je potrebovala za zabavo. No, pa vseeno bo zabava, se je veselil Fred. Konec koncev me je Vilma le želela presenetiti. Prav gotovo mi bo uspelo prepričati Barnija, da mi bo vse povedal. Med igranjem golfa bom vse izvlekel iz njega. In res, sta Fred in Barni ves dopoldan igrala golf. Toda Barni ni črhnil niti besedice o kakšni zabavi. Daj no, Barni, dovolj je bilo golfa, pojdiva domov, je rekel Fred. Ne, prej morava še v klub. Fred. Ko je Fred to slišal, je bil prepričan, da bo zabava v klubu. Jaz grem prvi, Barni, je rekel. Že od vrat je zaklical. Vsi skupaj bodite pozdravljeni, slavljenec je tukaj. A v klubu ni bilo nikogar. So prispela prezgodaj, Barni? Prezgodaj zakaj, Fred? Hotel sem ti samo pokazati nove uteži. Fredovo ugibanje je bilo napačno. Potem sta Fred in Barni nekaj časa telovadila. Fred, postavi se sem in zapri oči, nekaj bi ti rad pokazal, je rekel Barni. No, pa bo le zabava v klubu, je pomislil Fred in zamižal. Seveda pa tek na mestu ni bilo presenečenje, ki si ga je Fred želel, in vendar je dobil prav to. Izključi to napravo, Barni, je zarjovel Fred. Toda Barni ga ni imel namena ubogati, dokler ni minilo vsaj nekaj časa. Tistega dne je čas Barniju tekel prepočasi. Fant, sem zbit, je potožil Fred, ko se ga je Barni končno usmilil. Vem, kaj te bo spravilo pokonci. Parna kopel in osvežujoči spanec. Doma pri Gramoznikovih pa je bilo že vse pripravljeno za zabavo. Vilmo in Betko je že zelo skrbelo. Vsi povabljeni so že prispeli, le slavljenca in Barnija ni bilo od nikoder. Le kje tičita? Zamujata že celo uro, je rekla Betka.
Prav nerodno je, da morajo gosti tako dolgo čakati na Freda, poiskati ga bova morali. Barney se je končno zbudil in z veliko težavo spravil Freda domov, kot je bilo načrtovano. Prepričan je bil, da so gostje v hiši in da je vse tako tiho le zato, ker želijo Freda presenetiti. Tukaj počakaj, Fred, okrog hiše grem, zadnja vrata so odklenjena, nato pa ti bom odklenil vhodna vrata. Skupaj bomo gledali film na televiziji. Pa ga Fred ni čakal. Prav nič mu ni bilo do filma, želel si je samo postelje. Pa takšen rojstni dan, je godrnjal sam pri sebi. Ko je vstopil v dnevno sobo, je zagledal Vilmo, ki je jokala, da jo je doletela grozna nesreča. Fred, kje si bil? Pripravili smo ti zabavo, pa te nismo mogli nikjer najti, je hlipala. Kaj pa je narobe, srček? Mojega rojstnega dneva še ni konec. Skupaj sva, to pa je edino pomembno, jo je tolažil Fred. Nenadoma so se odprla vrata in zadoneli so veseli glasovi. Presenečenje! Vse najboljše, Fred! Srečen rojstni dan, kremenček! Konec koncev je zabava uspela, Vilma, je rekla Betka. Srečen rojstni dan, stari prijatelj, je Barney voščil Fredu. Kakšna se ti zdi torta? Jabadabadujevska, je na svoj neponovljivi način zatulil Fred.